trgovino pride človek, ki bi rad samo hodil na smučeh in bi to počel 2 do 3 ure v vseh vremenskih razmerah. Kakšen čevelj bi mu ti priporočil? Je za nekoga, ki je čisto začetnik, ki bi se sprehajal, hodil po snegu, mogoče malo tekel, so primerni čevlji. To je model Touring. Čevlj namenjen v bistvu klasični tehniki, tle je prepogiban, to je zmeraj bistvo pri vseh čevljih. Ni tako kot klasični čevlji za boljše tekače, je malo višji, precej toplejši. Stranski oprijem je zelo slab. Ta čevlj je res namenjen v bistvu samo hoji, začetnikom, teka na smučeh, ki tečejo v klasični tehniki. Je pa čevelj dosti dobro izdelan, tle je zaprt in bistveno toplejši kot čevlji za boljše tekače. Ali drži, da naj bo čevelj centimeter večji kot pa noga? Ne, mislim se, da je to sploh ne drži. Čevelj mora biti, če primer je občutek s smučarskimi čevlji, za alpsko smučanje, ki so zelo na knap, ta je mogoče tako minimalno večji, ker sam čevelj se še nekako z časom, kako uporabljaš, mečkim poda po nogi. Pri veliki čevlji centimeter ali pa kaj takega se ti pa zgodi, da imaš samo žuljene noge. Se pravi, treba je samo migati s prsti in potem je čevelj? Ja, da imaš tle normalno, da ni preveč tle pritiska ali da ga sploh ni. Centimeter je pa čista zmota. Ta čevelj tudi nepremočljiv, ne? Ja, večino čevljev je dosti nepremočljivih, čeprav te stvari za slabe vremenske pogoje ekstremne, ne vem, kot je na primer moker sneg pomladanski ali pa -15, neoprenske prevleke, kot so univerzalne velikosti, ti pa res začit nogo. Ne. Ampak to je rečemo za pomladanske snegove, kad pada dež ali pa za -15, to je nepremočljivo, da je zraven pa še topla. Ne. In te stvari niso zelo drage? No, to so stvari, ki so v cenovnem rangu tam od 25 do 40 evrov. Potem, ko osvojiš osnove hoje na smučeh, potrebuješ čevelj za klasično tehniko. Kakšen je to čevelj? Načeloma jaz mislim, da je mogoče boljša izbira za začetnike, ki so začeli teči klasično, ki ponovadi začnejo vsi teči tudi podrsalno. Obstajajo kombinirani čevlji. Čevelj je načeloma isti kot čevelj za skating, za drsalno tehniko. Ta stranska obora je že zelo dobra. Bistvena razlika je pa spet pri pogibanju plat, da lahko laufaš tudi v klasični tehniki, tle čevelj pač malo manj zategneš. Ta prepogibnost pa ne ovira tekača pri skatingu. Se pravi, klasični čevelj za klasično tehniko pravzaprav počasi izumira, oziroma je primeren samo za tekmovalce? Primeren je za tekače, ki res ogromno tečejo, se udeležujejo maratonov, tekmovalce. Za rekreativce mi vsakому bolj priporočamo. Tudi kar več teče. Univerzalen čevelj, ki se kasneje skoraj vsak odloči tudi za skating in mu čevlja ni treba menjati. In razlika med tem čevljem in čevljem za drsalno tehniko podplata? To sta čevlja približno istega nivoja, istega cenovnega razreda. Ta opora je spet ista, to je dobra stranska opora iz plastike. Čevelj je pa dočin sam čevelj je pa tle ni prepogiban. To je razlika od čevlja za skating pa kombi čevlja. Kako je treba čevelj enkrat na nogi zategniti? Kakšna je bila ta moč zategovanja vezalk? Ja, v bistvu je, da čevelj tle v tem modelu. Večino ljudi se čevelj takne na nogo. V bistvu je, da je ta del. Čevelj je dosti širok, potem ga lahko prilagajaš s tem potegam širini noge in večino tekačev v tem modelu čevelj premalo zategne. Najboljši pa čevelj nekako zategniti, po pol ure teka se ustaviti in ga še enkrat zategniti, da te res sede na nogo. Pa ta zgornja oprijem zgornje manšete, kako močen ne bo pri klasični tehniki nekoliko pri kombiniranju čevljev, potem pri skejtu pa... Pri kombiniranju čevljev mora biti tle več ali manj prosto, ta manšeta. Jo samo daš čez, da ne pleta. Pri skejtingu pa mora biti ta oprijem bistveno boljši. Zategneš pač po občutku, ampak ta del mora držati. To je bistvo, da ti noga drži gležen, da se ne zvije sem pa tja. Obstajajo pol še malo boljši čevlji. Kam je to že boljš,
ni več tega klasičnega ježka, kot pri tem čevlju, ampak imaš že sistem, ki je pri čevljih za alpsko smučanje, na klipsno. In tle isto po občutku zateguješ čevelj. Ta prej je že bistveno močnejši. To je model čevlja en rang pod tekmovalnim. Šložiš zaponko in zateguješ po občutku. Je pa tako, da recimo ljudje, ki so zelo navdušeni za smučarski tek in tečejo v klasični drsalni tehniki, pravzaprav lahko tudi s čevljem za drsalno tehniko tečejo obe tehniki. Načeloma bi se dalo, čeprav malo nastane problem v podplatu. Če bi dolg časa tekel, rečemo 2 ure z čevljem za skating, bi te zelo boleli. Uro pa brez težav. Kakšna ura pa, da ga ne zategneš od zgoraj, bi pa šlo to. Sploh po kakšni progi, ki je mogoče malo več ravnine, da nekakšnih srednjih klancov. Jaz vem, da to za vas kot za trgovca je neprimerno vprašanje, ampak mi delamo za ljudi, ne? Tako kot je treba. In, vem, da je težko priznati, ampak to drži, ne? Ja, to drži, sej. Jaz vsakmu povem tako. Meni ni bistvo, da bo čim več kupal, ampak da bo vsak tako vremljen. Lahko bi jaz zdaj, ali pa mi vsak mu razlagali, da mora kupiti 2 para čevljev, ne vem koliko palc, vse najboljšo obleko, ampak bistvo je, da človek dobi neko kvalitetno opremo za nek normalen denar. Da se pa to skombinirati. Čeprav s čevljem to je World Cup model, ima karbonsko oporo, ta je pa že bistveno trši. S tekmovalnimi čevlji bi pa težko laufali klasiko. Z čevlji pod tekmovalnim rangom, te nižji rangi, so čevlji bistveno mehkejši. Karbonski čevelj bi bilo malo težje uporabljati s klasično tehniko.